Dej ne kompliciraj, se bo tu itak Martin sam povedal. Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljeno, Robi. Zdravo, Matevž. V današnji oddaji bomo govorili o tem, kako se BIM-a lotevajo večje firme, in to bo povedal najen gost, Martin Lah. Pozdravljen, Martin. Živijo. Torej, v bistvu, Martin, prihajaš iz podjetja Leja, ampak za vse ostale, ki te še ne poznajo, daj povej nekaj malo o sebi za začetek. Ja. Se pravi, moje ime je Martin Lah, zaposlen sem na podjetju Leja IC, kot si že povedal. To je, se mi zdi, ena večjih projektantskih hiš v Sloveniji. Zdaj sem na Leji že eno leto. Moja naloga je v bistvu razvoj, implementacija, koordinacija aktivnosti v zvezi z BIM metodologijo, oziroma v enem letu smo zdaj že prešli na izraz digitalizacija naše grupe, zato ker Leja je del IC skupine, ki je v bistvu matična firma je v Avstriji na Dunaju. Vse skupaj po grupi je okrog 500 zaposlenih, na Leji nas je trenutno okrog 80. Potem je pa ta grupa v Avstriji prisotna še v Salzburgu, kjer je še naslednji večji office. Potem v Varaždinu na Hrvaškem, kjer so inštalaterji. Cela Leja se predvsem seveda s projektiranjem ukvarja, od gradbenih konstrukcij, infrastrukturnih objektov, tunelov, zelo močen tunelaški oddelek, geomehanika. Tudi arhitekturni biro imamo s 5, mislim, da jih zdaj 5 ali že zelo nekaj več arhitektov. In v bistvu, kaj sem hotel še povedati? Na katerih področjih je cela grupa prisotna, ne? Od načrtovanja, arhitektura, gradbene konstrukcije, inštalacije, tuneli, ogromen oddelek tukaj gor je project management na Dunaju in pa nadzor na gradbišču, consulting, potem so pa clean energy solutions, ki se z energetiko ukvarjajo, najrazličnejše project management pa načrtovanje infrastrukturnih, vodnih objektov, elektrarn in tako naprej. Skratka, pokrivamo praktično vse področja, kar se tiče tega consultinga, načrtovanja, nadzora. In ker je Leja v bistvu že pred parimi leti, mislim, da to v letu 2012, preden sem prišel na Lejo, začela z probavanjem implementacije BIM-a na projekte, zato ker so pač nekateri projekti se začeli pojavljati, ki so zahtevali BIM, ne. Prvi tak večji je bil Stockholm Bypass, to je bil en ogromen projekt, ene obvoznice okrog Stockholma s tuneli z različnimi objekti, ki so ga vodili, mislim, da AECOM, no. Zdaj, več od tega bi se project manager iz Leje vedeli povedati. Ampak zahteva tam je bil BIM, ne, in tam so se takrat prvi srečali tudi z velikimi common data environmenti, s project guidelines, project wise je bil takrat na tem projektu. In tako naprej, in so se mogli preprosto vršiti v modeliranje, izdelave modelov, poleg projektne dokumentacije, in od takrat naprej je naš konstrukterski oddelek pa tunelaši so začeli v bistvu kar počasi prehajati na modeliranje iz 2D načrtovanja. In pač te izkušnje, ki so se takrat nabrale, zdaj hoče cela grupa izkoristiti v procesu digitalizacije. Pred enim letom se je to formalno začelo, ko sem jaz prišel v to grupo, v Lejo. Moja naloga je pa v bistvu koordinirati vse te aktivnosti znotraj grupe in skozi digitalizacijo oziroma implementacijo BIM-a, malo širše gre vse skupaj, povezati
posamezne firme znotraj grupe boljš, narediti neke standarde, kolaboracija, koordinacija in tako naprej. Tako da to nekako je predstavitev grupe pa moje naloge. Ne. Drugače pa v bistvu ukvarjam z BIM-om od svojega začetka. Jaz sem diplomiral na gradbeni fakulteti leta 2008 in začel najprej na SCT-ju kot mlad nadobuden inženir v novo ustanovljenem biroju na SCT-ju. To je bil pa tehnični biro pod okriljem inženirja gospoda Penkota, to je bil starejši, zelo, bom rekel, napredne miselni, takrat pa seveda izkušen inženir, ki je odprl tehnični biro, zaposlil 4 mlade inženirje in smo začeli ukvarjati z optimizacijo projektov. Ne. Se pravi, potreba je bila taka, takrat je bilo ogromno projektov, konjunktura je bila, projekti so bili zelo slabe kvalitete in smo takrat spoznali, da preden gremo na gradbišče, je bilo fajn vso dokumentacijo pregledati, pa jo v bistvu narediti konsistentno, zato da bo manj problemov pa zamud med samo izvedbo, ojačati malo tehnično pripravo del, mi smo bili v sklopu tehničnega sektorja takrat, ne. In prva stvar, ki smo naredili, smo si inštalirali roleplan, programsko opremo in začeli modelirati, ne. Vse načrte smo v bistvu pregledali, popise, terminske plane in tako naprej, karkoli je bilo na voljo in začeli graditi nek model takrat, ne. Ti se je bilo vse zelo v povojih, tudi takrat toliko literature ni bilo še na voljo, ne. Ampak prvič, ko sem se jaz seznanil z izrazom, srečal z izrazom BIM, je bilo, ko sem odprl roleplan, je tam pisal BIM, ne, ko si to odprl, ne. Potem smo začeli počasi brskati, kaj to je, ne, smo se začeli izobraževati sami sebe in smo videli v bistvu del česa smo. Se pravi, smo se nekako z virtualno gradnjo ukvarjali. Predvsem za usklajevanje collision detection, usklajevanje projektne dokumentacije, pa za izvlečke količin, ki so jih pol uporabili naši kalkulanti, planerji za pač tehnično pripravo del. Ne. Pa to vse v bistvu nepovezani sistemi med sabo. Ne. Potem pa sem v bistvu deloval še 3 leta, potem sem pa še bil zadnja 3 leta, preden sem prišel na LA še v enem manjšem BIM consulting podjetju, kjer smo se pa v bistvu srečali z razvojem storitev, enega BIM konzultanta, tako da smo pa v bistvu še tako spet pač nek inovativen pristop dobili. Tako. Martin, te moram malo prekiniti, zaradi tega, ker bo reč tale podcast zelo kratek, ne, ker si že povedal večino stvari skoraj, ne? Okay. Ampak ne, res je v bistvu dobra zgodba, v bistvu, ker si mi že odgovoril skoraj na prvo vprašanje, kako si sploh s tem BIM-om začel, ker malo sem šel pogooglati in našel tvojo diplomo, ki pa v bistvu dejansko ni imela kaj prav veliko povezave z BIM-om, ne? Kot sem jaz na prvi pogled videl. Ja, razen v bistvu, da sem eno podatkovno zbirko delati začel, ne. In sem se malo bolj z IT-jem spoznal v tistih 8 mesecih, kar sem to delal, ne. Šla je čisto pač ena relacijska podatkovna zbirka s povezavo na dinamično spletno stran, koliko sem takrat to uspel narediti. Tako da ja, takrat v tisti fazi še nisem vedel, kaj je to BIM. Tudi ni bilo še takrat predavanj na našem faksu, ne. Sem pa pol na SCT-ju po 2 letih dobil možnost, ki mi je v bistvu omogočil profesor Cerovšek, in sicer sodelovanje na tistem PBL klasu BIM-a oziroma project managementa na Stanfordu. Ampak sem imel že takrat 2 leti izkušenj iz BIM-a na SCT-ju, tako da v bistvu mi je zelo ogromno sem odnesel od tizga, ne. Tako da to je bil prvi tak nek formalno izobraževanje, ne. Od takrat naprej sem se pa skozi sam izobraževati mogel, seveda. Tako da ja. In se še vedno, seveda, se vsak je v to upleten, to je non-stop samo izobraževanje, pa gledanje, kaj delajo drugje, pa tako naprej. Moje vprašanje naslednje je malo provokativno, pa se veže na to, ko si rekel, da takrat nisi imel pojma, kaj je to BIM, pa me zanima, če zdaj imaš. Ja, in počasi sem začel svitati. V bistvu, več ko veš v teh zadevah, manj si upaš obljubljati, ne, kako govori s kakšnimi investitorji in tako naprej.
oziroma mogoče si če dalje bolj prestrašen, ker vidiš, kakšna je razsežnost vsega tega, ne? Da gre v bistvu za eno veliko prestrukturiranje gradbene panoge, ne? Ki je, ne vem, zadnja desetletja malo počivala. Tako da je treba v bistvu zelo kritično biti pri tem, ja, koliko imaš znanja. Nekaj pa znaš, ne? Nekaj pa ne, ne? Ja, meni se zdi, da je to res ena taka široka, mislim, to je en termin, ki zajema zelo širok spekter nekih nalog, ki jih je treba pa razdeliti, ne? In kar se meni zdi najbolj problematično pri tem novem pristopu je to, da ni enega recepta, ko bi deloval povsod, ne? In mislim, glede na to, da imaš izkušnje zdaj z upeljavo BIM-a v več podjetij, konec koncev pa na zelo različnih projektih, ali se strinjaš s to trditvijo, ali sem mogoče zgrešil? Ja, jaz mislim, da je kar ta prava. Bi pa mogoče sam rekel, da po drugi strani si pa želimo standardizirati procese, pa vse skupaj, zato da bomo bolj efektivni, ne? In ključ tega je tudi to, ne? Problem pa je, ker so seveda različni projekti večji, imajo svoje standarde in včasih je bil to samo recimo poimenovanje layerjev v AutoCAD-u, pa poimenovanje fajlov ali pa tiste line weighti, line type nastavitve, je bilo to še v redu, ne, za vsak projekt spreminjati, če je bil večji, ne. Zdaj, ko gre pa v bistvu za povezljivost različnih sistemov med sabo, ne, govorim recimo od modelov do sistemov za koordinacijo oziroma za kontrolo kvalitete, ne, clash checking in tako naprej, pa do povezljivosti do 5D sistemov za popise, ne. Pa takoj vidiš, da če boš vsak projekt začel spreminjati, pa na novo neke standarde upeljevati, da ne boš nikamor prišel, oziroma boš s BIM-om naredil več zgube, kot dobrega na projektu, ne. Tle pa zdaj vidimo v bistvu vsi, se mi zdi, ki se s tem ukvarjamo, tudi s temi, recimo s kolegi iz drugih projektantskih firm v Sloveniji ali pa tudi tukaj v Avstriji, da je nujna standardizacija čim večjih stvari. Oziroma potem prepričati naročnika, da privzame tvoje standarde, zato ker preprosto drugače si neefektiven in tudi končen produkt je slabši, ne. In to so čisto banalne stvari. Ali je to od BIM glosarja oziroma BIM slovarja, ki ga uporabljamo v Sloveniji pa v Avstriji do LOD definicij, pri tem, ko pripraviš recimo BIM execution plane, če vsakič drugače moraš te definicije noter upeljevati, druge strukture oziroma folder structure je v common data environmentu, ko ga ponujaš, oziroma v projektni platformi. Če vsakič to drugače, potem je to zelo, zelo neučinkovito. In ja, v bistvu je ta standardizacija na sistemski ravni zdaj, ko sem prav na teh projektih v projektantskem podjetju, sem začutil, da je to v bistvu res nekaj, kar nujno krvavo potrebujemo, ne. Da bo industrija bolj učinkovita in pa da bomo mi v bistvu kot projektanti recimo bolj uspešne projekte imeli, ne. In na koncu tudi klienti seveda, ne. Ja, zdaj v bistvu, jaz se načeloma strinjam, ne. Zdaj v bistvu bolj vprašanje, a se na teh standardih že kaj dela, oziroma ali se skupaj pelje bolj v smer poenotenja ali pa združevanja vseh teh orodij do te mere, da na koncu bo če karikiram, ne, včasih je bilo to načrtovanje 2D, ne, se je dalo tudi kaj drugega uporabiti kot AutoCAD. Ampak konec koncev so na koncu te zgodbe, CAD zgodbe v bistvu vsi na AutoCAD-u pristali razen redkih izjem, ne. Ali se kaj takega tudi v, recimo, temu BIM-u pričakuje? Da bi vsi na Revit šli. Ne vem, ali pa na karkoli drugega, tretjega, ne vem. To mene načeloma to rahlo me skrbi, ne, zato ker take zgodbe poslušamo, ja. In se mi zdi, da je to sklicevanje na to, da je treba standardizirati, ne, to vidimo pri IFC-ju, to se standardizira že zadnjih, ne vem, 20-25 let, pa že zmer ni dobro. Ali pa vsaj ne dovolj dobro, ne? Vprašanje, ne. Mi recimo v grupi
imamo ogromno pač različnih projektantskih timov, ne. Imamo recimo 1, 2, 3 projektantske time za inštalacije. Imamo 3 time za konstrukcije. In tako naprej, no, ne bom zdaj naštel. In znotraj grupe imamo tudi zelo različen softverski spekter, ne. Ko sem jaz prišel, pa še zmeraj v bistvu isti. Se pravi, imamo Archicad, Allplan, Revit, Allplan pa Revit za konstrukcije, Archicad za arhitekturo, Revit za inštalacije. Potem je tukaj infrastruktura, kjer v bistvu sistem, ki dosti ne moreš pomagati. Imamo Civile, Urbano za komunalno infrastrukturo. To je več ali manj to, kar se tiče softverov za modelirati. Potem imamo software za popise pa za controlling oziroma projektno vodenje ReBuy2, ki podpira v bistvu IFC standard, pa njihov CPI format. Potem imamo za kontrolo kvalitete Solibri, ki spet rabi IFC standard. Tako da smo se v bistvu zelo vrgli v IFC, v standardizacijo naših umestnikov, IFC eksporterjev in importerjev. Cilj je zdaj v bistvu toliko daleč prišel, da je enoten, da zmeraj uporabljamo IFC certificirano programsko opremo. In se potem sproti na začetku vsakega projekta seveda malo spopademo s kakšno težavo, ki se pri prenosu podatkov pojavi, ampak se da zadeve rešiti. Tudi sodelujemo zelo s proizvajalci, ki v bistvu zelo hitro so zelo agilni in kakšne stvari tudi opravijo, pomagajo rešiti in tako naprej. Zdaj, in tudi na teh projektih, ki jih imamo, trenutno imamo v bistvu v grupi 2 večja infrastrukturna projekta, v bistvu 3 večje infrastrukturne projekte, to so tuneli, pa pripadajoča infrastruktura, ne, od cestarije do mostov in tako naprej, in pa 3-4, mislim, da 4 večje take visokogradniške objekte. In zdaj recimo, če se na visokogradniške najprej obrnem, imamo zmer OpenBeam approach vzpostavljen, zato ker je preprosto sploh naša recimo ILEA, ne, deluje dosti z zunanjimi projektanti, ali so to arhitekti zunanji, ali je to zunanji inštalater, pa mi delamo konstrukcije, ali delamo mi arhitekturo konstrukcije, pa so inštalaterji zunanji. In preprosto je že ogromno, če ta inštalater recimo uporablja neko opremo, software, ki podpira IFC, je že to velik uspeh, ne, da nima kakšnega 3D CAD orodja. Tako da mislim, da je malo utopično, da bi lahko pričakoval, da boš imel na vseh projektih, ki ima taka velika firma, pa zmer same revitaše recimo, ne, pa da boš lahko lepo na serverju delal vse skupaj, ne. In mi lepo upeljujemo koncept referenčnih modelov na vse te projekte. In bom rekel, da zadeve funkcionirajo, ne. Zdaj, odvisno zakaj seveda, ne, kaj hočeš od IFC-ja. To so zelo simple zadeve, recimo, ne, izdelava načrtov, izvleke količin, zato je vse IFC uporaben. Se pravi, da inštalater referencira arhitekturni model, pa ga prereže, pa da recimo dobi lepe prereze tam, kaj je arhitekturna konstrukcija v IFC-ju uložena. Te zadeve nam funkcionirajo, ne. Konec koncev mora pa vsak svoj model narediti. Vsaj to je naša strategija, da ima vsaka disciplina svoj model. Tudi arhitekt pa konstrukter recimo, imata vsaka svoj model, zato zaradi lastništva, ne, odgovornosti, pa zaradi samega procesa koordinacije tudi. Tako da nekako ta koncept referenčnih modelov usvajamo sproti, oziroma nam laufa na teh projektih, ki ga imamo, ne. Se pravi, vi potem vse te referenčne modele po posameznih panogah lepo združite na enem centralnem mestu, pa potem preverjate vse te clash detection, pa take stvari, količine, pa to na tem centralnem referenčnem modelu, ne? Ja, potem se pa revizije tega modela delajo, če se ne motim. Ja, tako, imamo delne modele, več delnih modelov, ne pa visokogradnih, recimo okrog, ne vem, arhitekturni, konstrukcije, pa so pa ločeni posamezni delni modeli za inštalacije, tako kot so tudi načrti sestavljeni, prezračevanje, potem ogrevanje, hlajenje, nizki, jaki tok, šibki tok in tako naprej. Tako da so to v bistvu delni modeli in so med sabo referencirani, se pravi,
druge discipline referencirajo tistega, ko ga rabijo, ne, v svojem softveru, IFC, vse to se na projektni platformi nahaja. In pa vsi modeli so referencirani v Solibri model checkerju, ki ga uporabljamo za kontrolo kvalitete. To je z IFC standardom, ne. Potem pa uporabljamo BCF standard za komunikacijo na osnovi modelov, da se te nekonsistentnosti odpravljajo potem, ne, identificirajo, zbirajo na enem portalu. Mi za to uporabljamo Bing Colab. Vse to zmeraj v bistvu na teh predstavitvah prikazujem, ne. Se pravi, da imaš te vse probleme na nekem portalu, znotraj tega Common Data Environment in pa z BCF-jem povezano z avtorskimi orodji, ne, prek BCF menedžerjev. BCF menedžerji obstajajo za vso boljšo programsko opremo, od Archicad-a, Allplana, Revita in tako naprej, DDS-CAD-a. In v bistvu s BCF-jem si lahko zelo pospešiš odpravljanje samih problemov tekom projektiranja. Pol so pa te modeli, ne bom rekel zreferencirani, ampak uvoženi v program za izdelavo 5D modelov. V bistvu za nas je pomemben ta program predvsem za izdelavo popisov in pa za izdelavo in pa potem za kontroling pa vodenje projektov, v primeru, da imamo še nadzor, ne. To je pa zdaj spet ta tretje mesto, kjer so te IFC-ji uporabljeni. To nekako naš sistem zgleda, no. Mogoče eno vprašanje, ko mogoče vam zdaj čisto narobe razmišlja pa to. Mene zdaj zanima, glede na to, da se prej tako govorili, da vozite ta Open BIM pristop, pa glede na to, da Panak dela pač s tistimi orodji, katerimi dela in potem se vse skupaj v nek referenčni model prenese. Kako se v tem neke spremembe prenašajo med sabo, ko dejansko teh referenc ni, če uporabljajo različno programsko opremo, pa če se IFC uvaža. V bistvu je neka referenčna točka nekje in potem se model skupaj sestavi. Zdaj, a potem kdo to na roke linka med sabo, ali koliko je to? A znotraj programov za modeliranje? Ne znotraj programov, ampak na tem referenčnem modelu, jaz si to predstavljam, da imate nek strežnik, tako. Koordinacijski model, ja. Tam noter so linki teh delnih modelov, ne. In potem se vsakič, ko je nova verzija delnega modela narejena, se ta link update, v bistvu model se updata, ki je z linka noter, ne. Mi imamo te zadeve na projektni platformi, sinhronizirane z lokalnim diskom in pa iz tega lokalnega diska potem naprej na server in pa recimo Revit server in pa noter v model druge discipline, ne. V bistvu to so tako XREF-i, koncept XREF-a, tako kot ima Revit recimo pri Archicadu so hotlink moduli to, pri Revitu so link IFC. V bistvu ga uvoziš v en drug Revit file, pa ti z Revit file linkaš, ne. Tako da je v bistvu vse skupaj prepredan med sabo, ne. Ja, vse to je jasno, ampak jaz sem v bistvu bolj tehnično hotel vprašati, recimo, da bi nekdo neko cev imel sprojektirano, potem bi pa arhitekt premaknil steno oziroma karkoli in potem tista odprtina več ne bila na pravem mestu, ne. Aha. In to v bistvu potem vi prek Clash Detection ugotovite, da je treba nazaj nek model popraviti, ne? Ja, arhitekt spremeni model, tako. Pol pa v nekih intervalih smiselnih, ne. V smiselnih intervalih izvoz nov IFC, arhitekt, in gre v bistvu najprej čez proces koordinacije v Solibriju in identificira tisto cev, ki se zaleti zdaj noter, ki fali odprtino, ne. In potem BIM koordinator z BCF standardom, pa s to platformo Bing Colab, sporoči odgovorni osebi, zdaj je to arhitekt, da mora predstaviti ali pa inštalater, da predstavi tisto cev, dobi pač ta BCF report v svoj modelirnik, ne, in se mu model na unem pogledu, kjer je problem odpre, pa on popravi zadevo. Ampak to mora biti zmer recimo koordinirani cikli, ne, odvisno od dinamike projekta, ali je to en teden, ali je to 2 tedna, v primeru Karavank, kjer je v bistvu na projektu 8 projektantov, pa vsa možna software oprema, kar jo je, pa 160 delnih modelov imamo že zdaj tam, je pač, so te cikli smiselno malo daljši. Zdaj, ta closed BIM approach, v tem recimo, da bi imeli vsi Revit, ne, da bi bilo bolj dinamično, da bi se te spremembe hitreje odvijale, ne, tudi to mora biti koordiniran, ne, ker če si predstavljamo zdaj arhitekta, ki pride zjutraj v službo, pa za dobro jutro par predelnih sten
razmečene. Pobrišene, seveda, ne. Moraš imeti svetlobo, ne. Dobi eno idejo, ne. In senda, recimo, da delamo centralno modelo, Revit centralno modelo, ne. Senda, seveda ne save, ampak senda spremembe na server in gre na stranišče, ne. In ko to vidi inštalater, nekje na drugem koncu sveta ali pa na drugem koncu Ljubljane, no, se že to dosti, začne predstavljati svoje difuzorčke po stropu, ne, zato da ne bojo na sred stene predeljene, ker vidi, da so se stene predstavljene. Pol prije pa nazaj iz stranišča, arhitekt pa se odloči, ne, prej mi je bilo bolj všeč, pa spet nazaj predstav tiste stene, pa senda. Če bi tako delali, recimo, ne, na živem modelu, centralnem, ne, to bi bila lahko velika zguba ur, ne. Tako da tudi to mora biti zelo koordiniran, ne. Ja, zato mislim, da tale OpenBeam koncept sploh ni tako spaljen, zato ker pač lažje kontroliraš kvaliteto. Ja, ampak v bistvu dejansko si v OpenBeam konceptu pač s temi IFC-ji v to prisiljen. Če bi imel pa to dejansko neko tako živ objekt oziroma živ en model, ne, na katerem bi vsi delali istočasno, lahko potem bi pač moral to na nekem drugem nivoju se dogovoriti, kako in zakaj, kdaj lahko kdo kaj popravlja in zakaj. Ne. Ja. Lej, se strinjam, v bistvu vmes sem se smejal zaradi tega, ker sem razmišljal, da če poslušalce ni začela že glava boleti, ker si ti to začel govoriti, ne, ker si našteval, v bistvu mi je prišlo pač v glavo tisti periodni sistem BIM-a, ker si po moje že čisto vse kratice, ki obstajajo tam gor omenil. Ampak da je tako za malo razloži tale BCF, ki si ga ene parkrat zdaj omenil, pa se mi zdi, da je kar tak poglaviten del vse te komunikacije. Ja, BCF je BIM Collaboration format. To je v bistvu ta drug pomemben standard, ki ga je Building Smart naredil in je tudi del ISO standarda, kot IFC. Gre za standard, s katerim lahko med različnimi aplikacijami, BIM orodji, delimo model, komentarje povezane z modeli, tako nekako, ne. Model-based communication. In meni se zdi to v bistvu, jaz sem se resno s tem srečal šele v projektantskem delu zdaj, ne, pred enim letom in ga uporabljamo takrat na vseh projektih, to je nuja. Brez tega preprosto komunicirati vse tiste nekonsistentnosti, identificirati pa slediti v bistvu statuse sprememb je zelo nemogoče, ne. Jaz vem, da so to včasih delali, tudi mi na SCT-ju smo to včasih delali, tako da smo kar v te kleše, pa tudi večje firme še zmeraj tako delajo kakšne, no. Kleše ležali v Excelove tabele, pa tam pisali lokacije, kje se to nahaja, med kjero in kjero osjo in tako naprej. Ampak vsak dokument, ki ga narediš dodatno, kar se tiče IT-ja, je v bistvu potrata, ne. Ali je podvajanje informacij, ali ne vem kaj. Zato je fajn, ker se ta BCF je že toliko implementiran v softvere, da se da kar sinhronizacijo prek neke spletne platforme vse to voditi, ne rabiš niti BCF datotek. In mi je to zelo všeč. Manj kaj datotekov na projektu boljše, ne, za vse. Tako da to je BCF. In ta BIM Collab je v bistvu bolj manj tak spletni implementira ta BCF, ne, skozi to. Spletna platforma, ki omogoča sinhronizacijo med Solibri Model Checkerjem, mislim, da tudi Navisom, pa med nekaterimi programi za modeliranje. Če pa teh programov ni, pa si treba pa z reporti, PDF reporti, ki jih lahko tudi z tega, ali pa direktno z te platforme v bistvu gledaš, kje imaš probleme. Pa jih gor komentiraš na platformi, ne v samem modelirniku. Ampak lansko leto sem bil v Budimpešti, ko je bilo na Graphisoftu zasedanje tehnične skupine v Building Smartu, kjer so bili v bistvu vsi software developerji sveta prisotni, ne. In so se pogovarjali o standardih, o težavah, ki jih imajo IFC v njihovih softverih in tako naprej. In smo se pogovarjali v BCF formatu in so bili v bistvu zelo presenečeni, da se to uporablja v praksi, ne. Oni so to integrirali, ampak dejansko dosti ljudi tega ne uporablja, ne.
In so kar gledali, res to uporabljate, ja, to je pa super, končno, ne, da nekdo to uporablja. Ne. Ja, ampak to jaz mislim, najbrž lahko ganem razlog, zakaj se to uporablja. Zato, ker recimo tako, mi da z Robijanka bolj tako iz teoretičnega stališča gledava na BIM in na IFC in tako naprej. Jasno, saj osebno lahko rečem zase, da živim v nekem takem utopičnem prepričanju, da je ta en model dejansko en model. Ne? Fizično en model, na katerem vsi delajo istočasno in vse se lepo sinhronizira v realnem času in tako naprej. Ne? Ker jasno od tvojega pripovedovanja slišimo, da je daleč od resnice, ker jasno to čisto razumljiv iz praktičnih razlogov. Ja, saj pravim, ne, lahko da jaz, če nisem srečal projekta, kjer bi v bistvu videl uživo, kako dela recimo Close BIM na enem centralnem modelu v Revitu, če imajo vsi Revit, ne. Za visokogradniški del. Seveda imaš pa itak še infrastrukturo okrog, ne moreš tako delati, ne, ker Revit ne omogoča tih stvari, ampak tega še nisem videl, ne. Ampak jaz mislim, pač to je moje mnenje, ne, da je to v praksi zelo, zelo težko izvedljivo, da je bolj teoretično. To je tudi razlog, zakaj v bistvu UK v bistvu s tem svojim BIM strategijo najprej zaštartal level 2, kar je ravno to, koncept referenčnih modelov, ker je v bistvu zadeva zelo, zelo enaka kot je tradicionalni način projektiranja, pa XREF-i, ne. Samo da je vse skupaj malo bolj koordiniran pa načrtovan, s tem execution plani pa tako naprej, pa Common Data Environment, to je en velik del UK standarda level 2. Ampak koncept je pa zelo isti, ki ga razumejo tudi starejši izkušeni oziroma tradicionalni projektanti in pa izvajalci, ne? Kjer imaš še zmeraj odgovornosti ločene po modelih, ne? Oziroma tako, ko je čas po risbah, ne pa po elementih. Ne? Naslednji korak je pa, da bomo odgovornosti definirali za elemente, potem se bo dal tako delati, ne? Ampak to je ogromno dela še, ne? Da bomo lahko imeli lepo svoje elemente definirane, kdo je za kaj odgovoren, pa kako naprej, pa to skoordinirati v praksi, to bo lepo, ne, ko bo. To bo do tistega pripeljano, ker je v bistvu profesor Turk je tisto o komunikacijskih revolucijah znana predstavitev, pa govori o specializacijah in tako naprej, ne. To bo pripeljalo do tega, da bo znal en sam stene, ki so, ne vem, zunanje stene postavljati, ne. Pa boš imel pa enega specialista, ki bo znal pa sam knauf predelne stene delati. Mislim, če malo karikiral, ne. Ja. Ja, sam ta koncept potem ne bo mogel biti upeljan v Slovenijo, ker so pa v bistvu taki multipraktiki, da sploh preživijo, ne. Zdaj, mogoče Martin ni pravi za take pogovore, ko res so eni multinacionalki v bistvu, ne. Ampak sej poznate vredno tiste slajde, ko jih jaz vsakič kažem, kak procent vseh podjetij, ki se v Sloveniji ukvarjajo z gradbeništvom, je v bistvu mikropodjetij. Tako mislim 97%. Ne. Ja, seveda. Tako da mi je pa zelo všeč, no. Zelo mi je všeč, da ti, ki si iz prakse, ki se s tem srečuješ vsak dan, pač poveš realno, ne, okay, nismo še tam, mislim, še tega level 2 nismo v redu upeljali, ne govoriti o level 3, da imamo najprej tega, ne. Ja, definitivno. Kaj je recimo, kje so še velike izgube, ne, na projektih v bistvu, kje bi se dali še marsikaj prišparati, je to, da se v bistvu naročniki, se mi zdi, v Sloveniji so res čedalje bolj osveščeni, ne. Kjerkoli sem bil prisoten v teh, rečemo, iz začetku kariere, ne, v teh 8 letih. Od začetka so v bistvu naročniki samo poslušali to, pa sploh niso registrirali. Ne. Zdaj dejansko, ko gremo do naročnikov novih, predstavimo, se mi zdi, da so že z velikih drugih kanalov do tega prišli in se vsi že preprosto malo zavedajo, ne, da je to možno narediti, da to obstaja, da vejo neke benefite in veliko prej v bistvu odreagirajo na to, ne, oziroma se odločijo za tak način projektiranja na svojem projektu. To je zelo pozitivno, kar opažam recimo zdaj v zadnjem letu. Recimo. Je pa problem to, ker tudi naročnik se vejo te nove vloge, ki so zdaj, ne, od BIM menedžerja, BIM koordinatorja, skupnega koordinatorja, delnih disciplinskih koordinatorjev in tako naprej.
te nove vloge zahtevajo tudi neka dodatna znanja. V bistvu je tako, to niso nove vloge, to so obstoječe vloge na projektih, project manager, BIM manager, to je ista zadeva. To je po mojem project manager, ki ima še neka dodatna znanja, ne? Oziroma ekipo, ne? In tako naprej. Hvala, jaz bi te vmes prekinil, bi rekel hvala. Okay. Zdaj si nadaljuj. Ja, zato mislim, jaz vidim, kako je to. Ne? Tudi BIM execution plan, project execution plan. Na začetku, ko smo začeli s tem ukvarjati, sta to dva dokumenta. To sta dva planska dokumenta za en projekt in že to v štartu z dvojnimi vlogami. Že to v štartu zgreši bistvo BIM-a, se pravi, da delamo bolj usklajeno, ne pa skoordinirano. Zato smo mi začeli naše execution plane, kar project execution plane poimenovati in je noter vse. Ker je pač to en planski dokument. Ne? In edino, kar še ohranjamo zaenkrat, so te dvojne vloge, zato ker naročnik hoče imeti nekoga za BIM odgovornega in pač temu rečemo BIM manager oziroma BIM koordinator. Ampak dejstvo je, da to na projekt unese določen procent, določeno tveganje, ne, pač, da ne bo zadeva skoordinirati, kako je treba. Ne. Tako da, kaj sem hotel reči? No, začel sem s tem, ja, da v bistvu BIM management pri naročniku je tudi zahtevan in sicer zato, da definira v projektni nalogi oziroma Employers Information Requirement temu pravijo. Tudi v Angliji imajo neke podvojene zdaj te dokumente planske, ne. Ali pa rečemo v razdelku projektne naloge, ki se ukvarja z BIM-om, ne, z implementacijo BIM-a oziroma informatike, da v tem dokumentu res definira podatkovne strukture, ki jih hoče imeti, se pravi, katere modele hoče imeti, katere elemente, katere informacije, atribute v elementih, od teh level of development, level of information, level of coordination, kjer zadeve mora biti skoordinirane kdaj. Da to orang definira, ne, kaj ga vleče, v bistvu te atribute na projektu. Ne. Zmer, ko govorim z komarkoli, ki se ukvarja z BIM-om, prav, ja, BIM je pa tisti, ki je pač 3D model, potem pa še vsi atributi, ki jih rabiš zraven. Ne. In lih to je ključno. In s tem se zdaj največ ukvarjamo v naši grupi, atributi, ki jih rabiš. Ne. Zdaj pa to definiraj. Ne. Ali to rab naročnik za facility management, pol se odpre to poglavje. To delamo zdaj z dvema naročnikama tukaj v Avstriji, večjima. Definicija atributov, ki jih rabiš za vzdrževanje. Mi kot projektanti rabimo samo zelo simpel nalogo. Ne. Mi rabimo samo atribute, ki jih rabimo na koncu popis. Zelo enostavno. En property set, BOQ attributes. Vsi atributi pri elementu, ki definira določeno postavko. Ampak seveda, če naročnik hoče to za facility management uporabljati, pol je pa to čisto druga zgodba. Ne. In če bi bili te atributi, recimo pa vse to definirano v projektih nalogah, bi bila izdelava teh modelov veliko bolj enostavna. Ne. Ker mi ogromno časa porabimo potem, ko naredimo recimo BIM execution plan, kot prvi na projektu, običajno to v tujini naredi kar valjda naročnik že, ne, skupaj z projektanti in ostalimi udeleženci na projektu, ja, ampak v večji meri ima on definirane zadeve. Ne. Če dobiš kakšno projektno nalogo, imaš tam definirane vse, poimenovanje vrednosti atributov, poimenovanje imen atributov, ne. Ker to je ključno. Ne. Če imaš ti imena v slovenščini, v nemščini ali pa v angleščini, ali pa če jih imaš nekonsistentno vrednosti poimenovane, jih ne moreš uporabljati za filtriranje. Ne. To je še za, tako kot v Excelu, ne. Če imaš tam enkrat napisan material z j-jem, enkrat pa z i-jem, je to čist drug atribut, ne, ga ne moreš uporabljati konsistentno. Tako da, če bi bilo to vse definirano na projektu, bi bilo zelo enostavno to narediti. Ne. Mi jo ponavadi to naredimo v execution planu, definiramo atributne tabele za posamezne elemente in damo to na pregled potrditev naročniku. Naročnik seveda ne ve točno, zakaj bo to rabil na koncu te modele in tudi ne ve pol, kjer atribute bo rabil. Ne. In zato je pol treba večkrat ta execution plan updatati, večkrat modele, vse te familije, vse gradnike modelov potem spreminjati, nove atribute dodajati in tako naprej. In tle je dosti izgubne. Tako da, tle bi se dalo ogromno narediti. Ampak govoriš v bistvu bolj manj o standardizaciji teh parametrov na nekem nivoju. Ne? Ja, bolj ali manj. Ne? Ampak zdaj, če vi znotraj grupe najbrž ste že pri toliko projektih te stvari definirali, da najbrž imate že v začetku že kar dober
nekako občutek, kaj nekdo rabi za nek facility management, kaj nekdo rabi za kaj drugega. Ne? Ampak sem pa prepričan, da vprašanje je, ali morda veš, a se na standardizaciji teh parametrov kaj dela. Širše, v bistvu, da je Building Smart kot grupa oziroma tisti, ki skrbijo za te standarde, kaj delajo na tem. To je bilo. Mislim, delajo ogromno na standardizaciji, zdaj IFC 5 razvija, tudi mi smo nekaj zdravo prisotni. Največ se dogaja na TU München, pri profesor Bormanu. Mi smo v bistvu zelo prisotni v tunelogradnji, BIM-u in pa infrastrukturi, zato smo se tam zelo noter vrgali in tam se tisti odvija na nivoju definicije pravih elementov, ali so to spatial elements ali fizični elementi. Tam se dela še na definiciji teh elementov. Ne? Standardne atribute za to definirate, jaz mislim, da je to še svetlobna leta do tega. Tudi različni naročniki imajo toliko različne sisteme za facility management, recimo, da po moje standardnih atributov za facility management jaz si ne predstavljam, da bi kdaj to lahko imeli. Preprosto, DARS ali pa Asfinag, to imajo čist drugačen način tega, ne? Upravljanja, vzdrževanja objekta, tako da tudi druge informacije rabijo, ne? Drugačno organizacijo teh projektov vzdrževanja in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da bodo te atributi standardizirani še delač. Sploh pa recimo, zdaj jaz znotraj te grupe, ne, se mi soočamo tudi z različnimi standardi. Jaz bom šel zdaj nazaj en korak, ne, ki je v bistvu pomemben, se mi zdi, se pravi, pomemben pa ta prvi naslednji korak, kar se tiče atributiranja, se pravi atributi za popise. Ne. Mi imamo tle že znotraj grupe probleme, ker je po večjih državah in v Avstriji imajo zelo dobre standarde za popise. V Sloveniji imamo neko svojo prakso. Mi smo se zdaj znotraj grupe tudi odločili, da bomo te popise si standardizirali interno. Če nam to rata še v kakšnem širšem sodelovati, v kakšni širši platformi v Sloveniji, bo to še toliko boljše, ker bomo pa lahko na vseh projektih v Sloveniji to uporabljali. Ampak, če nima standardnega popisa, ne moreš vedeti, katere standardne atribute rabiš. Oziroma, če delaš popis v Angliji ali pa v Avstriji, rabiš druge atribute. Zato, ker so postavke drugače definirane. Ne? In recimo, če je pri nas, zdaj bom govoril čisto hipotetično, če je pri nas en pasovni temelj, recimo, ne, zahteva za definicijo postavke, ne vem, še podatek, a je raven, a je zakrivljen, ne? Ali mogoče, da je debelina stene, ne vem, do 25 cm debeline, od 25 do 30, ne? Da je to druga postavka in tako naprej. V Avstriji je pa ta stena recimo do 15 ali pa od 15 do 25 debela, ne? Ali pa mogoče recimo, da debelina ne bi vplivala sploh na to, kjera postavka je, ne? Ali pa pri temelju, da ni važno, če bi prej pri temelju, ne, da ni važno, da je v bistvu horizontalna ogradna, je poševna ogradna, da to ne definira postavke. So to čist drug set atributov, ki rabiš, da te elemente sfiltriraš. Ne. Potem so pa še vrednosti atributov. Ne. Če je pri nas večina podpiranja, ne vem, to 4 metre za opaže plošče, ne, pa nad 4 metre, tlej pa 3,2 v Avstriji, ne. Je to spet druga vrednost in drugi filtri v programu za BOQ-je. Ne. Tako da se mi zdi, da je že zaradi tega težko standardizirati sete atributov. Ampak jaz sem se tudi vmes, Matevž, ko si ti vprašal, ne, da sem vmes spomnil tega predavanja na CVM konferenci, ker so Avstrijci ravno prikazali te kataloge izdelkov in se trudi ravno standardizirati te atribute. Sem mislil, da to takrat čisto narobe dojel. Mislim, da si kar dobro dojel, samo v bistvu midva se to komentirala, nekako so se pogovarjali na poti nazaj, v bistvu takoj imaš kakšne probleme z jezikom in vsem tem, no. A veš, to rabiš ontologijo na koncu. To so rešvali jezike, pa to, kde bi ne imeli neke standardne definitorje, nekaj taga, ampak Martin zdaj pravi, da to vse nič ne pomaga, zato ker so tako različni atributi pa vrednosti teh atributov. Jaz sem takrat res imel občutek, da so oni to dobro premislili, ampak zdaj pa ti praviš v bistvu, da ne, ker očitno poznaš to inicijativo.
To je v bistvu v sklopu ASIA, avstrijskega, je nastal Merkman server, ne, oziroma property server. Ne. To je to je v razvoju, zadeva v razvoju. Ne. Oni so zelo hitro to ven dali. Njihov BIM standard se na to sklicuje, kar se tiče LOI-ja. Ne. In se mi zdi zelo napredna rešitev tega, kar je meni znano, se mi zdi to edina taka rešitev v svetu, lahko da še kaj podobnega obstaja, ampak vem, da Američani se teh atributov oziroma level of developmenta z njihovim LOD specifications, tistimi smernicami, ne. Oni imajo to rešeno s tisto Excelovo tabelo, kjer so atributne tabele noter definirane, ti se več ali manj med sabo zelo neusklajen, pa zelo odprto. Zato, ker pač piše, da lahko vsak posameznik dodaja atribute, kakršne mu paše, ne? Ampak da to so pa neki, ko so lahko noter, niso pa nujno, da so noter te atributi pri elementih. Ne? S tem, da ogromno teh atributnih tabel manjka. No, v Avstriji so naredili podatkovno zbirko atributov, ne? Ki bazira na strukturi IFC 2x3 in so definirani atributi, ampak zaenkrat samo za arhitekturni del gradbeništva, se pravi, inštalaciji tega ni noter še, ne. Strojne elektroopreme pa vsega tega noter ni. In tle so neki atributi definirani, ampak iz teh atributov recimo ne moreš narediti BOQ-ja. Se pravi, če čisto recimo povzamem, kaj rabiš pri nas za definirati eno postavko za temelj, ni dosti, da imaš noter material, pa exposure class, pa ne vem, dimenzije temelja, ne. Ampak rabiš podatek, a je ta temelj horizontalno grajen, ali poševno grajen, ali je raven, ali je ukrivljen, ali je enostransko ali pa dvostransko opaženje. Te atribute vse rabiš, ne, da lahko definiraš eno postavko. Teh stvari ni noter v Merkman serverju, recimo, ne. Tako da nekomu, ki hoče BOQ narediti, tisti atributi iz Merkman serverja ne bodo dosti pomagali. Je pa nek osnovni atributi, ki ne bi jih te elementi imeli, so pa tam definirani. Ne. Se pravi, da so neke osnovne karakteristike materiala tam, ki jih rabiš v fazi projektiranja samo, ne. Samo v fazi projektiranja, da so noter. Ne pa za BOQ-je, ne. Tudi facility management atributov tam noter ni, seveda, ne, tistega. Tako da je pa sigurno dober štart. To zbirko bi mogli v bistvu vse naprej gradijo. Ne? Tukaj so številne iniciative in pa udeleženci, ki hočejo ta Merkman server nadgrajevati naprej in ga pol z Building Smart Data Dictionaryjem tudi uporabljati za različne jezike. Ne? Je pa še veliko dela tam, recimo, da bo to do konca razvitne. To je, če je sploh kdaj konc tega, ne? Jaz dejansko imam ta občutek, no, v bistvu, da to je ena taka luknja brez dna, kjer se konstantno razvija. Če sam IFC pogledaš, v bistvu toliko in toliko let razvoja je bilo vloženega, toliko in toliko projektov in se jasno, sicer je mnogo bolje, kot je bilo, ampak praktično nikoli ne bo končan. Ne. Saj jaz ne vidim v doglednem času, da bo dela za vse. Ne. Ja. No, ampak že če bi pokrili 90%, najbolj bi bilo boljš kot nič. Ne? Ja, sigurno. Jaz se bojim, da bomo morali tole tako malo skleniti počas tale pogovor, ker drugače bomo zabreli do jutra. Tako da, Martin, jaz mislim, da si zdaj ne vem, ali si kupil ali si naprtil to nesrečno vlogo, da boš večkratni gost teh BIM pogovorov, zaradi tega, ker boš moral še marsikaj pojasniti. Ne? Kako se to na recimo takšnih resnih projektih dela, zaradi tega, ker vsem skupaj najbolj jasno, kako bi to naredil na enem taki manjši enodružinski hiši. Ampak na kaj večjega, kjer imaš cel kup enih projektantskih firm vključenih v to in izvajalcev in vsega tega, je pa jasno čist drug primer. Jaz bi sam kot zanimivo s poslušalcem povedal, da smo imeli v template za tale pogovor 2 točki in smo se v 1 uri prve lotili. Tako da, Martin, druga ostaja za drugič.
Enkrat smo še celo omenili Common Data Environment, ampak to je, veš, malo sem od spodaj sem pa dopisal še enih drugih 10 točk, ki smo jih nekako rekli, ne. Ja, mogoče bi bilo najbolj, če se srečamo na kakšnih, zdaj bo ogromno tehle konferenc. IZS eno veliko organizira, 3-dnevni maraton. Ne? Ja, res je. Ampak ti si maja, ne, kako je. Ti si maja, tam bomo prisotni, potem na ZAPS-u. ZAPS organizira nekaj. To je pa aprila, ne, bo je? Ja, tam bomo tudi predstavljali projekte. Mi bomo v bistvu zmeraj samo projekte predstavljali. Common Data Environment bomo skupaj z CGS-om predstavili na njihovem dogodku, ki bo tudi zdaj enkrat. To najbolj za oni reklamo delajo, ampak vem, da bo zdaj v kratkem, no, kakšen mesec še. Tako da, pa še kakšne se bo najdel. No, še en tunelaški kongres je v Sloveniji tudi v sklopu ITA, International Tunneling Association. Mi smo tukaj to je največja asociacija za tunelaše, svetovna. In mi smo odprli tudi noter working group, delovno skupino za BIM v tunelogradnji. In to bo tudi v Ljubljani v roku enega meseca, mislim, da nekaj tasga, ali pa 2. Tako da bomo te projekte tam predstavljali, tako da najbolj, da se tam vidimo, ne, da bomo lahko še kaj pokazali. No, na vsak način. Bo rade volje se oglasila in da še kakšno rečemo v živo, bolj. Kaj, gremo naprej, Robe? Ja, mislim, da je skrajni čas, da gremo naprej. Sicer je naslednja točka, so priporočila, da jaz imam sicer nekaj priprav, ampak Martin, tle nisi nič napisal, ampak zdajle si navrgel cel kup enih srečanj, na katerem bi lahko poslušalci zvedeli kaj več in o tebi, in o LA in jasno o vaših projektih. Ja. A imaš kaj drugega še tazga, ker bi lahko recimo priporočal poslušalcem? Branje. Karkoli v bistvu, ne? Matevž ima rad audio knjige, Ja, danes nimam. Nismo omejene. Knjige ne vem, knjige je ogromno. Jaz največ te standarde preberam. Če hočeš eno celovito sliko dobiti, tako sistematično, so sigurno angleški standardi zelo dobri, ne? Če hočeš zelo praktične zadeve videti, so finski standardi najboljši, ne? Za execution planning bi rekel, da je najboljši ameriški standard. Pol pa z vsega manj ta najboljše stvari potegneš. V bistvu dosti praktičnega pregleda dobiš, ne? Singapur ima zelo dobre smernice, tudi knjig je verjetno malo morje. Drugač pa spremljam v bistvu za neke take ideje, da se malo v bistvu bolj glava odpre, karkoli na temo digitalizacija oziroma industrija 4.0, industrijska revolucija 4. Ne? To. No, bomo kaj polinkali od tega. Še malo pomagal z linki na tele standarde, kje si lahko kaj tako online prebere. Pa Robi, kaj pa ti? Imaš kaj? Kakšna ideja? Jaz pa danes nimam priporočila, imam pa idejo in sicer moja ideja je, da bi prosil malo poslušalce, ne se kaj oglasijo, ne malo povejo svoje mnenje v tem podcastu. Mislim, da vsakič damo kontakte, pa naj res zanima, kdo naj posluša. Bova danes uvedla to, da bo sam Martin povedal svoj kontakt, midva pa ne bova, pa mogoče bo kaj pomagala, ne? Jaz bom pa rekel, da naj vajo kontaktira, če hoče moj kontakt dobiti. Super, hvala Martin za to promocijo. No, ampak jaz pa imam nekaj za priporočiti. To je bila moja kar dolga bolečina, odkar imam ta novega MacBook Proja. Samimi USB-C porti. No in dolg časa nisem mogel starega Apple monitorje uporabiti, ker je imel pa nek čuden mini display port. No in zdaj konkretno danes, ko tole snemamo, danes dopoldne sem ta konverter dobil, ker gre iz mini display porta na USB-C. Tako da sem zdaj srečen uporabnik oziroma iz USB-C porta na mini display, tako da sem zdaj spet srečen uporabnik starega
Apple monitorja in imam večjo sliko lahko, več vidim naenkrat. Več standardov BIM si lahko odprem naenkrat. Tako da ja, to je kar je za priporočiti Apple link v bistvu na tega konkretnega, kar dejansko dela, pač bo v zapiskih. No, v bistvu pol pride pa naslednje vprašanje, ampak zdaj tle smo že zadnjič z Robijem začeli ugibati, kaj bo gost povedal. Ampak recimo, da kaj, Robi ugibava ali bova rekla, da Martin povedal. Ne vem, ne pove. Naj pove. V redu, BIM programska oprema, ki jo v bistvu uporabljaš. Ja. Pa vem, da vse uporabljaš, ampak za eno se nažalost moraš odločiti. A kje je najboljša? Ma ne, kje ti uporabljaš, najboljša to nikoli ni, ne? V bistvu pač to je tiste, ki jo uporabljaš. Tle od te naštete nobene ne uporabljam, ne? Pa nova povej. Excela največ uporabljam od te programske opreme. To pa bo BIM programska oprema. Definitivno, Excel, za standardizirati vrednosti, pa imena atributov, no. To. Ne vem, sem že povedal to tisk, ki je Mati Hanos, ta iz Finske, ne? Že sem še enkrat. Skratka, enkrat je izjavil, da gradbenik vse, kar potrebuje, je Excel. No, evo. To. V redu, to je študenta zmer povem, zmer se smejimo. Nek software imamo za UML, ki je v bistvu malo boljš kot Excel, ne. Nek brezplačni, zato da si malo tele podatkovne strukture gradimo. Drugač pa, kar se tiče pa zadela z modeli, je pa Solibri Model Checker. Za druge stvari preprosto delajo pri nas projektanti. Tiste paket, ki sem jih omenil, ne. Yeah. Sigurno arhitektura, Archicad, za konstrukcije, instalacije Revit. Se pravi, tega jaz ne uporabljam dejansko več. Včasih sem pa ogromno modeliral in sicer v Archicadu, nekaj v Tekli, pa na FCT-u takrat 3 leta v Allplanu. Pa smo pa imeli še tiste, kar smo delali vizualizacije, pa Rajnote, pa take stvari. No. Tako da ja, samo Solibri pa Excel za enkrat, da sem več, ne. V firmi imamo zdaj prav enega 5D specialista, ki se pa samo z ribom ukvarja. To je to kompleksen program, da preprosto ne moreš kar malo probati, pa malo nekaj narediti. To smo že zadnjič ugotavljali z Robijem in z gostom, da to, če ne delaš konstantno v teh programih, v bistvu, če delaš to enkrat na 14 dni, boljš, da ne, ker nisi sploh produktiven od njih. Ne, mi smo probali te vloge pač zelo razdeliti in ločiti. Projektanti so v bistvu modelarji, ne? In seveda poleg tega, ne? Včasih so risali, zdaj pa modelirajo, ne? Tisti, ki to delajo. Tako da oni proizvajajo te stvari, projekte. Ja, nimam okej. Jaz projektant nisem. Tehnično v bistvu, oziroma kaj imaš, uradni naslov je tvoj? Ja, uradni naslov je BIM manager. Gre pa v bistvu, da predvsem gre za koordinacijo pa poenotenje dela na različnih delih, ne, tako da je koordiniranje največ, pa standardizacija tega, ne. Samo vsebino generira pri nas pa projektanti, pa koordinatorji projektov. Oni pa zadeve generirajo. In so v bistvu, in tudi uporabljajo razne dyname, pa programske jezike, da si olajšajo modeliranje. Tako da ta del imajo preprosto čisto, oni so odgovorni naši projektanti za to, ne. Okay. No, drugo vprašanje iz tega sklopa je, kako razumeš BIM, a je to bolj model ali proces? Zdaj smo imeli že ogromno odgovorov. Od tega, da je to management, do tega, da je to, kaj je že? Zdaj sem že pozabil. Kultura, filozofija, vse imamo. Vera, vse. Ja, vera, ja. Ja, po mojem, da je oboje, kar sta vidva že predlagala, da je to
proces, s katerim pridemo do enega končnega izdelka, ki je spet BIM, ne, v modeli. Ne boš se rešil, boš eno povedal, ker to pa si bo Matevž to pripisal. Sem že napisal noter, da je proces, ker jaz verjamem, da ti to... Najboljša definicija, ki sem jo do zdaj videl, ki se je zelo različne definicije so že tega, ne, je preprosto digitalizacija gradbene panoge od EU BIM Task Grupa definicija in to je edina prava definicija. Digitalizacija gradbene panoge. Zdaj sam še neko dobro, kratko besedo bi si mogel zmisliti. Ne? DGP, vedno. Kje imam DGP? Namesto Matevž piše še tretje vprašanje, da ga malo prehitim. To pa lahko ugibam, OpenBIM da, ne, zagotovo da. Ne? Ja, definitivno. Definitivno. V redu, se strinjamo tudi tle. Skratka, smo na koncu. Martin, najlepša hvala, da si vzel čas. Slišam, da si ta trenutek na Dunaju in da imaš tako preveč časa. To je malo hecam, ne? Tako da res hvala lepa, da si vzel čas in da smo nekaj rekli na temo BIM-a in sorodnih stvari. Tako da jaz upam, da se boš še kdaj oglasil v teh oddajah. Ja, hvala za povabilo. Definitivno, če me boste še kdaj povabila z veseljem. Upam, da ni bilo preveč dolgovezno, ne? Tistega, kdo je do konca zdržal. Mislim, da z Robijem sem bila kar nekaj časa tih, pa se te pustila govoriti zaradi tega, ker je bilo toliko zanimivo, da jaz nisem imel tako vmes kaj zaprašati, ker si tako lepo povedal vse. Tako da res hvala za vse take odkrite informacije. Ampak za konec povej, kje te lahko poslušalci dobijo, če te želijo še kaj dodatno vprašati. Ja, lahko me kontaktirajo prek LinkedIna direktno, lahko me prek mojega e-mail naslova, ki je martin.lah@ileja.si. Kolikor jim bolj ustreza. V redu, bomo zapisali v zapiske, tako da Robi, pa ti, ali so danes rekla, da ne bomo nič govorila? Ne, danes pa ne bom povedal svoje kontakte, ker vitek noben ne uporabi. Jaz bom še zmeri upal, da če nama osebno ne pišete, v bistvu pol pa vse en BIM pogovori so na spletu še zmeri, pa na Facebooku in Twitterju. Čeprav Facebook in Twitter služita samo zato, da tja napišem, da je nova oddaja na voljo. Po novem pa jasno tudi na YouTube, tako da lahko zraven, ko poslušate, lahko lepo grafiko tiste oddaje pogledate. Morda enkrat v prihodnosti se še posnamemo, da vidite, kako zadeva izgleda takrat, ko snemamo. Tako da to je bilo vse za danes. Martin, še enkrat najlepša hvala in v priložnosti upam, da se spet oglasiš. Adijo. 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 V bistvu okrog 300-350 zaposlenih, na Ileji nas je zdaj 80, tako da moram biti tudi tukaj gor, ne? Da gre za prenos znanja. Ne? Ja, ok, jaz se spomnim, ko je Jaka, midva Jaka bolj poznava. No? Ja. Ko je razlagal, je pa rekel, da zdaj ni več toliko gor na Dunaju, da zdaj dosti iz Ljubljane dela, ne vem. Ja, seveda, tako je v bistvu, ne? Naši inženirji, če delajo na projektih od Avstrijcev, ali se pol leta sem vozijo, ali se vozijo včasih na koordinacije, ali pa delajo nadaljavo statko, lahko ne največ. Ne? Jaz moram pa v bistvu tle hoditi gor zato, da koordiniram tele BIM aktivnosti po grupi. Ne? Bomo pa še na Hrvaškem, pa v Salzburgu, to so ta glavne firme. Tako da, to je to. V bistvu je bila Ileja zbrana kot nek kompetenčni center, ne, za BIM, ker smo imeli malo več izkušenj.
In zdaj iz tam gore v bistvu tiste izkušnje sam gojimo, pa jih nekako sistemsko razvijamo, pa implementiramo v celo grupo. In to je to, in je treba koordinirati, in treba biti tle. Zanimivo. Ja. Glede na to, kaj so z Matevžem poslušala o Avstriji, pa BIM-u, pa to bi rekel, da bo prej obratno, ampak... Ja, ne, Avstrija, začeli smo ga v bistvu zdaj tole avstrijsko sceno tudi skupaj z IC-om postavljati, ne. IC je v bistvu ena večjih konzultantskih project management design firm, ne, zelo močni so na tunelih. In ustanovili smo tlele v bistvu tole platformo Industrija 4.0, ne, v Avstriji. Skupaj seveda z vsemi temi zbornicami, večjimi izvajalskimi firmami in tako naprej, ne. Tako da to se začelo dogajati kakšno leto nazaj, ne, in se začelo na sistemski ravni zelo veliko dogajati, ampak kar se tiče pa izkušenj iz projektov, procentualno gledano jih je v Sloveniji definitivno veliko več kot v Avstriji. Tako da so zelo odprti za te izkušnje naše, ne. Ampak na sistemski ravni so pa se zelo hitro začeli zdaj to odvijati, tle v Avstriji, ne.